En lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmaher tukaj iz duhovnega telea Potovanje duše in evo, danes imam za vas fantastična video sporočila in tudi tokrat bodo video sporočila o tem, kako imeti dober odnos s samim seboj. Kot veste, smo mesec februar v duhovnem ateljeju Potovanje duše posvetili odnosom, zato vam ta cel mesec dajemo nasvete in videe o tem, kako imeti dobre odnose, kako imeti iskrene odnose, kako najti prave ljudi in še. Ampak smo pa že v prejšnjem videu spoznali, da če hočeš imeti dobre odnose z drugimi ljudmi, moraš najprej imeti dober odnos s samim seboj. Zaradi tega, ker iz tebe vse izhaja navzven. To se pravi, mi v resnici ne gradimo odnosov z drugimi ljudmi, mi v resnici gradimo primarno odnos s samim seboj in iz mojega odnosa s mano izhajajo vsi odnosi v mojem življenju. In danes vam bi rad dal v tem videu nove 4 korake, nove 4 napotke o tem, kako poskrbeti, da boste vi imeli dober odnos s samim seboj, zato da boste vi srečni. To se pravi, kateri so 4 koraki o tem, kako biti dober prijatelj s samim seboj. Ok, tak fantastičen naslov videa, kako biti dober prijatelj s samim seboj. Prvi korak je, dajte si zaupati. Dajte si zaupati. A ste že opazili, da nič bolj prijateljstva ne upočasni in degradira kot nezaupanje? Če imate vi najboljšega prijatelja, pričakujete, da vam zaupa, ne? Tudi vi načeloma zaupate njemu ali pa njej. Če ni zaupanja v prijateljstvih, prijateljstvo žal ne funkcionira. In isto je z vami, če si ne boste zaupali, ne boste mogli biti prijatelj samim seboj. To se pravi, začnite zaupati v svoje odločitve. Začnite verjeti, da je to, kar se vi odločite za svoje življenje, prav, v redu. Tukaj vam bi vas rad malo potolažil, da ni zdaj toliko pomemben v tej fazi, da se vi odločite prav za svoje življenje. Ampak je bolj pomembno, da se odločite, da se sploh odločite, da sploh štartate. Ker velikokrat opazujem ljudi v tem svetu, ki čakajo in se odločajo. To se pravi, kaj bi zdaj jaz počela v življenju? Ali bi to, ali bi to? Enkrat je prišla ena punca k meni in je rekla, jaz ne vem, katero službo bi imela, jaz še nisem našla svojega poslanstva. In sem rekel, ja ne vem, vzam prvo službo, ki ti je na voljo, prvo službo, ki so ti jo ponudili, ja, ampak ta mi ni všeč. Sej se ne gre za službo v tem primeru. V večini primerov se gre za to, da se odločiš, sprejmeš odločitev, stojiš za svojo odločitvijo in ko si enkrat v delovanju, ko si enkrat v pogonu, takrat bistveno enostavneje sprejmeš novo, bolj primerno odločitev. To se pravi, če se vrnem nazaj na ta primer, če si zdaj začneš lotiti službe, tudi če ti ni všeč, ampak samo da delaš, samo da deluješ, boš iz te pozicije veliko lažje dobila novo službo. To se pravi, zaupite vase v svojo odločitev, ampak če želimo zaupati v svojo odločitev, moramo sprejeti. Mnogi ljudje ne zaupajo v svoje odločitve enostavno zaradi tega, ker jih nikoli ne sprejmejo. Če ti ne sprejmeš odločitve, potem ne moreš zaupati vase. Vse je logično, ne? To se pravi, zaupajte si in to prihaja iz tega, da sprejemate odločitve. In ne pozabite, včasih je bolj pomembno sprejeti odločitev, kot pa kakšno odločitev sprejeti. Ok? To je prva točka, kako biti dober prijatelj samim seboj. Če boste to naredili, boste ful ponosni na sebe in boste imeli zelo dobro zaupanje med sabo in sabo. Ok? To se pravi, drugi korak, kako biti dober prijatelj samim seboj, je nagradite se. Saj, če imaš ti prijatelja, mu kupiš darilo za rojstni dan, ne? Ali pa mu pošlješ SMS, pa mu rečeš, hej, sem tukaj, da te malo pokličem, da vidim, kako si, se dobimo kaj na kavi. Ali pa, ko prijatelj diplomira, ali pa dobi otroka, ali pa prijateljica zgradi novo hišo, tudi kupiš darilo, a ne? No, pa saj, če si normalni, kupite darilo, ali pa date neko lepo besedo, ali pa neko lepo misel ljudem, ki jih imate radi, a ne? To se pravi, nagradite se. Nagradite se, tako kot bi nagradili prijatelja. Če naredite nekaj dobro, se nagradite. Če ste nekaj dobro skuhali, se nagradite. Če ste nekaj dosegli v življenju, se nagradite. Če želimo ljudje biti srečni, rabimo biti polni. Če hočemo biti polni, pomeni, da moramo dobivati stvari v življenje. Zato vam tukaj svetujem, da začnete upoštevati zakon ravnovesja. Zakon ravnovesja v vesolju je eden izmed najpomembnejših manifestacijskih zakonov in ta zakon pravi, če jaz nekaj dam, potem lahko pričakujem nekaj v zameno nazaj. Če jaz nekaj naredim dobro za svet ali dobro dobro za druge ljudi ali dobro zase, potem si zaslužim nagrado. Dejansko tako ta svet funkcionira. In eni ljudje na tem svetu pričakujejo nagrade zase, od vesolja, sveta in drugih ljudi nazaj in imajo polno življenje.
Eni ljudje so pa kar malo skromni, kar malo nezaupljivi in nič ne pričakujejo nagrad nazaj. Začnite pričakovati nagrade nazaj. Zaslužite si vse v življenju, kar si želite in imejte polno življenje. Ampak vesolje oziroma drugi ljudje vam ne morejo dostaviti obilja, če ga vi ne pričakujete nazaj. To se pravi, da vam res toplo svetujem, da si naložite v podzavest program, da si zaslužim biti nagrajen, zaslužim si biti nagrajena. In to je nekaj, s čimer delujete cel dan, celo življenje. Boste videli, koliko dobrih stvari bo prišlo nazaj v vaše življenje. In potem bo vaše življenje polno. In še enkrat, če bo vaše življenje polno, boste vi srečni. Če boste vi srečni oziroma boste imeli tisto, kar potrebujete, potem boste lahko dober človek sebi in dober človek do drugih ljudi. Okay? Zelo težko je biti pa dober človek, dober prijatelj ali do sebe ali do drugih ljudi, če nimate v življenju tisto, kar potrebujete. To se pravi, sistem nagrad. Pričakujte nagrade zase. Evo, to je drugi korak. Tretji korak je, ne škodujte si. To se pravi, tretji korak do prijateljstva je, ne škodujte si. Če imate vi najboljšega prijatelja, a delate stvari, ki mu škodijo? Ne, najverjetneje ne. To se pravi, če imaš človeka, ki ga imaš rad, mu nikoli ne delaš stvari, ki so škodljive za njega. Isto je v odnosu do sebe. Če ti gradiš odnos prijateljstva sam do sebe, ne moreš samo sebi delati stvari, ki ti škodijo. Ne morete si škoditi. Koliko ljudi tam zunaj sprejema odločitve, ki so toksične za njih. Nekateri ljudje pijejo ful čudne stvari, a veste, če ti spiješ liter ali pa 2 alkohola na teden, ni to glih dobro za tvojo psiho, pa za tvojo podzavest, pa za tvoje telo. Ne to početi. Ali pa ljudje kadijo čudne stvari. Zakaj bi načrtno onesnaževal, toksiciral samega sebe, svoja pljuča, svoj kisik zmanjševal v telesu? To se pravi, ne jest, ne gledati čudnih stvari. Včasih vidim kakšne ljudi, ki gledajo grozljivke ali pa akcijski film, v katerem pobijajo 300 ljudi v 2 urah. Ne vem, če je zdaj to glih fantastično za psiho nekoga. Ne vem, v čem je fora, da gledaš grozljivko, v katerem nekdo žaga ljudi ali jih pa reže ali pa straši ljudi. To škodi vaši psihi, to škodi vašemu umu, to škodi vašemu zaupanju do življenja, to škodi vašemu odnosu, to vas poškoduje. To se pravi, ne v življenju sprejemati odločitev, ki vam škodijo. Enostavno, ne v prehrani, ne v prostem času, ne pri informacijah. Jaz sem tukaj eno fantastično pravilo, ki je malo smešno, ampak vam lahko res pomaga in jaz ga upoštevam zase. Jaz v svojem življenju sprejemam, naprimer jem ali pa pijem ali pa gledam samo tiste stvari, katere bi dal 5-letnemu otroku zagledati, piti ali pa jesti. To se pravi, ali bi dal 5-letnemu otroku piti viski? Najverjetneje ne. To se pravi, nisem še videl, da bi starši dali 5-letnemu otroku piti viski. To se pravi, da če za 5-letnega otroka to ni v redu, potem najverjetneje tudi za vas ni v redu. A bi dali 5-letnemu otroku gledati pornofilme? Ne, najverjetneje ne. To se pravi, če za 5-letnega otroka pornofilmi niso v redu, tudi za vas niso v redu. A bi dali 3-letniku čik v usta, to se pravi, gre v vrtec in mu še daš en čik v usta in mu ga požgeš in rečeš, pokad preden greš v vrtec. Ne, zaradi tega, ker mu škodi, ker se razvija pljuča, zaradi tega, ker mu možgani delajo 100 na uro in rabijo čist kisik. To se pravi, 3-letniku ne daš cigareta v usta, to se pravi, tudi sebi ne dajete cigareta v usta. Včasih smo ljudje odrasli naredili dvojna merila. Ena merila za otroke in ena za odrasle. Ampak jaz sem gotovil, da v bistvu to sploh ni res. Obstaja samo ena resnica in to je ponovadi tista, ki jo damo za otroke. Tiste stvari, ki jim namenjajo otrokom, so ponovadi tudi za odrasle. Prav, in tiste, ko odrasle stvari, to se pravi 18 plus stvari, so ponovadi tudi za odrasle škodljive. To se pravi, ne se škodi. Če želite biti prijatelj samim seboj, ne se škoditi. Imejte se radi. Ne vem, zakaj bi kdo načrtno škodoval samemu sebi. Tudi jaz sem v preteklosti, ko sem bil mulc marsikaj probal, ja, ampak ko sem začel razmišljati o teh stvareh na takšen način, sem sprejel neke trezne, logične odločitve, da želim biti prijatelj samim seboj. In prijatelji se nikoli ne poškodujejo, saj načrtno ne. To se pravi, pogledajte to točko, ne si škoditi. Dajte si stvari v življenje, ki vas podpirajo, ki vas koristijo, ki razvijajo vaše življenje. Tako kot v prijateljstvu. Okay? To se pravi, to je bila 3. točka. 4. točka pa je,
Če želite biti vi energijsko močni in če želite biti sposobni upravljati močne odnose z močnimi, pametnimi ljudmi, to se pravi, če želite, da vaše življenje funkcionira, rabite v življenju pametne ljudi, inteligentne ljudi, ljudi, ki imajo visoko zavest. Če ste podjetnik, če hočete, da bo vaše podjetje veliko, da bo močno, rabite v njem močne ljudi, ki imajo vizijo, fokus, osredotočenost, vztrajnost in tako naprej. Če hočete imeti dober partnerski zakon, rabite inteligentnega partnerja in tako naprej. Zato rabimo mi biti v prvi vrsti takšni. Mi rabimo v prvi vrsti biti polni dobrih informacij, rabimo imeti visoko zavest, s katero se veliko stvari zavedamo, rabimo imeti razvito čustva svoje, pa misli, pa rabimo duhovno inteligenco imeti močno, fizično telo zdravo. To se pravi, to pomeni, da vlagite v sebe, vlagite v svoje učenje, v svoj razvoj. Potrudite se, da boste vsak dan drugačna oseba, boljša oseba, da boste vsak dan novo informacijo več vedeli, se nekaj novega naučili. Zelo veliko ljudi na tem planetu celo življenje ponavlja eno in iste stvari. Celo življenje ponavljajo eno in iste informacije, gledajo eno in iste stvari in se družijo z eno in istimi ljudmi. In to niso pogoji za napredovanje. Ljudje smo prišli na planet Zemlja z potencijali, zato da jih lahko uresničimo. Zato imamo ljudje vedno eno stopničko več od tega, kar imamo, kar lahko uresničimo. Kar smo lahko, vedno se lahko nekaj več naučimo. In tukaj je neka samoiniciativnost zelo pomembna. Če želimo biti močni v odnosih, rabimo biti močni v razvoju samega sebe. Rabimo imeti močno zavest. Kdaj pa ljudje nimamo močne zavesti? Je takrat, ko se ne razvijamo, takrat, ko ne delamo na sebi, takrat, ko ne raziskujemo samega sebe. Če imam jaz sposobnost razumeti svojo globino, svojo duhovno moč, potem imam avtomatsko sposobnost razumeti globino drugih ljudi, duhovno moč drugih ljudi in potem lahko izberem prave ljudi za svoje življenje. To se pravi, če želimo ljudje dober odnos samim seboj, evo še enkrat, zaupite v svoje odločitve, ki jih sprejemate. Druga stvar, nagradite se zaradi tega, ker si zaslužite. Tretja stvar, ne si škodovati, sprejemajte zdrave odločitve za svoje življenje. In četrta stvar, vlagite vase, vlagite v svoj razvoj. Če boste te 4 stvari v svoje življenje vpeljali, potem boste imeli zelo močen odnos s samim seboj. Boste zelo ponosni na samega sebe in potem bojo vaše okoliščine, v katere spadajo tudi drugi ljudje, začele funkcionirati hitreje, boljš. Se ne boste rabili toliko ukvarjati z drugimi ljudmi, z njihovimi problemi in izzivi, zaradi tega, ker bojo že v štartu prišli k vam ljudje, ki so sestavljeni, ki prevzemajo odgovornost za svoje življenje, ki delajo to isto sami doma zase. In ko se najdete 2 človeka, ki imata vsak zase, samega sebe rada, potem je tak odnos harmoničen, miren, ljubeč, kreativen in lep. In verjamem, da si vsi ljudje želimo takih odnosov. Zdaj pa gledajte, če rabite kakršnokoli pomoč pri gradnji tega attituda, samozavesti, tega stika samim seboj, te moči v življenju, vam bi tukaj priporočal 2 tečaja. Prvi tečaj je tečaj Atlantis Master, ki ga imam naslednji teden. To je program modernega voditeljstva, kjer bomo zbildali ta stik samim seboj, kjer bomo tega notranjega liderja postavili tako, da bo lahko rezoniral v okolico, da bo lahko imel karizmatičen vpliv na biznis, na dogajanje v svetu, v katerem je, in da bo lahko v njem delal spremembe. To se pravi, ta leadership, notranji voditelj, notranja voditeljica je nekaj, kar v 21. stoletju človek rabi imeti razvito. In to bomo delali na Atlantis Master tečaju. Evo, drug teden ga imate, pogledajte si na naši spletni strani več o njem. Kristi začenja s tečajem Zen meditacije. Tečaj Zen meditacija vas bo vrgel v stik samim seboj na tok lep, harmoničen, miren način. Vas Zen mojster v vas se bo prebudil in boste dobili nek zelo iskren, pristen, srčen stik z svojim notranjim jazom, s katerim boste lahko zavestno postali prijatelji. To je nek tečaj, ki vam ga res priporočam, da ga preberete prav tako na naši spletni strani. Vse tiste punce, ki pa želite stopiti v neko samozavestno verzijo sebe, ker ste začutili, da je leto 2020 čas za vas, da je čas za vaš glas, da je čas za vaš vpliv, vas pa vabim 22. marca na konferenco za ženske. To je pa konferenca, na kateri bomo bildali moderno, novodobno žensko,
gledali, kaj je tisto, kar lahko pri sebi razvija, delil bom z vami tehnike, kako ohraniti močno zavest, močan vpliv in še in še in še. Tako da poglejte si v vseh teh programih in meditacijah na naši spletni strani www.potovanjeduse.si, zaradi tega, ker res verjamem, da lahko imate v svojem življenju močan stik s seboj. Če imate močan stik s seboj, potem je vse mogoče. Tako da lepo vas pozdravljam, veselim se, da se tako ali drugače vidimo in se kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!